everybody. Dobro jutro, poznate Annie Lennox, Eurythmics. Aha. Jaz bom dal od začetka I save the world today. Dobro jutro, a sem že rekel, vse sort rečem, pa tudi pozabim, tudi kaj rečem. Najbolj pomembno je, da se človek izraža, ali pa če se ne. Glavno, da tle noter štimajo stvari. Ker če si cepljen, tle noter neče več štimat. Ljudje, ki so cepljeni, imajo žal poškodovan center za zdravo kekčevo pamet, smo rekli, ker tudi kmečka ni več v redu, ker ti kmetje, mnogo njih, ne vsi seveda, so zabredli v eno veliko bedarijo. No. Pač pa saj niso kmetje edini, praktično na čist vseh področjih delovanja in življenja in sodelovanja z ljudmi so ljudje se zaglavili v igro, ki je prišla do bridkega konca. Mene je ful dobro, ko objavim v kontekstu, to velike ribe so že šle, pa unete malo manjše tudi. Zdaj se pa sitnice se poberajo, pa tako ful dobro vprašanje, ma kje je Tušič, kje ti to vidiš? Ma stari moj, pri nas so še vsi živi, ma tu mi mislimo, da je tudi Biden kao. Mislim, Bidena že ni 3 leta. To so ljudkice, igralci, mediji še vedno lažejo, ne nehajo, oni kar še lažejo, čeprav ni ne predsednika, ne Bidena, ne Hillary Clintonove, ne Ibsna, ne, jaz mislim, da je tudi Janšata ni več, ne Golobčka, ne nič teh ljudi, ki pa so te logarce, pa Kustečeve, pa Kusteči, ne, Kustiči. Moški so ženske, ženske so moški, vse je narobe. Najbolj bistveno je, da če kaj zamenjate, ne menjate spola, ampak menjate astrološko znamenje in ne bodite plen, ampak plenilec. Because hunters became hunted. Hunter, laptop, poznate od Bidena, sin Hunter je bil, ta laptop njegov je bil kar realen, je precej stvari odprl, zdaj da ste ga vsebino videli kaj ali ne, to jaz ne vem, vam pa garantiram, da laptop je bil še kako živ in to je bil Hunter Biden in Hunter pomeni tudi lovec in lovci so zdaj postali plen, to velja za Bidena in velja za vse. Ker ljudje smo v velikem procentu, vsak dan večjem, skontali, da je konoplja tista, ki zdravi tlele špago konopljino, in smrtna kazen mora priti spet nazaj v igro, pa ne mora, se itak vojska to že pospravlja, svinarijo že ful časa, nič ni videti, seveda ni videti, se pa ve, da od zadaj ne funkcionirajo stvari, to je tisto, ki pravim, ne da se z očmi, bistvo je z očmi nevidno, ne da se bistvo z očmi videti. Ne glede na to, kaj nam prikazujejo mediji, zdaj oni se potikajo, 1. november, zdaj pa dajte, vsi žalujte, vsi se spomnite, kako ste imeli radi ljudi, pa jih ni več, se bedno počutite, no, krasno, da se vi bedno počutite. Oni so hteli, da se mi počutimo bedno do amena. In celo uživajo v tem, kadar vidijo, da nekdo trpi. Takrat jim je super, ker so tako primitivni, da v bistvu ne znajo svoje sreče iskati, sploh ne vejo, kaj sreča je. In vse entitete nas bi radi spravili na svoj nivo, ker tle so hudi kot popar v budaleštini. Čim pa pride do točke, kjer je treba malo razmisliti, pa mičkam se pogovarjati, mičkam globje, je pa tišina, noben bo, noč ne ve. Tako zelo malo ljudi je, s katerimi se da pogovarjati. Globlje, bom rekel, dlje časa. Večino ljudi je vija vaja ven, no. Zdrava kmečka pamet več ne dela. Zdaj, jaz sem si tlele napisal, eno zelo pomembno stvar. Za tiste, ki gledate ta video zdaj, pa to velja za za tiste, ki pa zdaj v bistvu je že december, jaz ne vem, januar, ki to gledate, pa je pa drugače, ali november, ali kaj bo, ne vem. Skratka, 28. je v tem trenutku in bo 1. november, po 1. novembru bo pa 11. november. Tle je to Martinovo? Je, ne? No, evo. Martinovanje sem si jaz zaželel podeliti
z ljudmi, z dušo in srcem, pa ne izključno zaradi mene, ker bi rad se z vami družil, ampak želim, da se tudi vi drugega poznate, spoznate in v bistvu navežete kakšne stike. Nekaj smo jih že, a ne, na enem pikniku in jaz sem se odločil, da naredim kar še enega. Ker se mi zdi, da je cajt, da Martinovo recimo se mi zdi super dan, pa ful je enih enk, a veš, 11 pa posel 22 leta in tako. Sam kaj, nisem dobil jaz koče in malo razmišljam, jaz naprej, da v bistvu se pa pejte Martinovat, tako kot se zagre. En teden po Martinovem sem pa že rezerviral kočo. Evo, ampak tam so spet sam enke, 19, 11, tudi enke dobimo ven, veš, 1 plus 9 je 10, je 1, pa 1, 11 in imamo 3 enke. Torej število 3, ne, če se šteješ te enke zdaj skupaj. Malo se poigravam s temi številkami, koča je rezervirana. V kratkem bom ustvaril en tak, kar na Buy Me a Coffee, en tak, da se pofočka tisto, ki pride, da so stvari za zihar, da ne bom jaz to. Organizacijsko je težko, veš, če dobim message, enega na SMS, enega na Messenger, 2 na mail, 2 me pokličeta in jaz ne bi rad zbrkal, zato vas bom vse pripeljal na Buy Me a Coffee, tam bomo dali akontacijo za to, da plačamo kočo, ker je precej draga, ima pa placa za 100 ljudi, 35 ljudi lahko tam prespi že zdaj. Hiša je ogrevana, ima tekočo vodo, pa elektriko, pa WC-je, pa tako lepa kočica in temu primerna je tudi cena, malo manj kot 300 € je ona. Tako da moramo nekaj tle, samo noter moramo najti. Pa jaz sem rekel, da nazadnje smo kuhali pasol, zdaj imam v igri zelje, a ne, bom eno joto nakuhal, tako veliko, da je barigla jote. Tudi tu bo kar v ceni všteto, pijačo bomo pa tako, po mojem bomo tam malo poračunali, veš, eni spijajo več, eni malo manj, da ni pol te zagaten, vsekakor ni ideja, da kdo kaj služi, ideja, da se dobimo, da se vidimo in da se veselimo k norci. In še tako bomo spet na tisto, ko želi prespati, lahko prespi, da se ne bi kdo vozil kam pod vplivom česa. Kdor pa želi iti, pa lahko tudi zvečer gre. Jaz razmišljam tako, da se dobimo kar v soboto, kaj okrog 10, pa pol v nedeljo ob 3 moramo plac zapustiti. Evo, in to je iz 19. na 20. november. Zdaj imate, datum je 19. november, če malo računate, smo rekli, so 3 enke. Dobro, tudi 1. november so 3 enke, ampak to ni ta ista fora. Naj se nekaj novega začne, absolutno naj se, enka je zmer število, ki nakazuje začetek. Pred tem mora pa nekaj umreti, a ne? Tako je, in tle imamo noč čarovnic prej, kjer je umiralo marsikaj, to je bil satanističen praznik, žrtvovanje megalomansko. Naj se končajo vse noči čarovnic in čarovnikov črne magije, a ne? Naj se to konča, ker se mora končati. Svet dejansko je dvojni že, kdorkoli še ne razume tega. Jaz z ljudmi tretje dimenzije sploh ne morem več komunicirati, ker oni tiščijo v temo dol, oni imajo pogled usmerjen na dol, v temo in vlečejo dol, jaz pa imam pogled usmerjen v svetlobo naprej proti soncu. In tle se raztapljamo, jaz grem tja, oni želijo pa tja in še mene bi imeli sabo. Ne, kar je v bistvu norost, oni meni želijo v slabo me zapeljati. Največja norost je, da v bistvu jaz želim s tem, kar počnem, na vse možne načine se borim, da bi ozavestil ljudi, delim vsebino ljudi, ki so za moje pojme odprti, ki delajo prav, ki sporočajo prave stvari, naj si bo glasbeniki, sodobni, bom rekel, odpiralci oči in jaz želim pomagati. Največja bizarnost pa je, da ti ljudje, ki so usmerjeni dol, oni v bistvu mene sovražijo. Oni bi me kar pobili. A veste, to je tako, da bi se ta človek utapljal, ti mu daš roko, on te začne pa grist v to roko, kam boš ti mene reševal. Še ti se potop. Tako nekako smo zdaj in ne moreš skontati, pa si rečeš, ma ko te šljivi, pa bod tam, ne.
ampak ne morem, ker nimam takega srca, da bi rekel, kot je šljivi. Jaz grem nazaj pa probam še enkrat, stari, ma ziher boš dohvatil. Ne. Tako da tisti, ki noče, ki je v temni perspektivi, tisti, ki noče, pač naj bo tam in naj gre, vendar naj mene ne vleče s sabo dol, ker jaz letim, tako kot bi recimo v tem komadu lahko letimo, ja? Čeprav je Elton John, muziko je pa dobro imel, se je, ne? Song for Guy, on ni bil Elton, mislim, da ni bil v redu John Elton, ga je Mr. Bean, ga je, dobro. Reševalna akcija je uspešna samo za tiste, ki nakažejo, da želijo spremembo v sebi. Človek se mora najprej odločiti, da bo šel iz te perspektive, da bo začel proti soncu gledati. Tle je naša naloga in dolžnost, da pomagamo, pruži mi ruku kao brat v brat. Tudi Bog vedno čaka z roko, tukaj treba se stegniti pa reči, ok, gad, peva. In tam te bo Bog potegnil gor k sebi, napačno smer sem pokazal, Bog zmeri gor vleče. Je pa res, da mora človek sam se odločiti, da želi. In to je zdaj ta dvojni svet, ne? Tistih, ki nočijo, pa tistih, ki hočemo. Zlata doba je že tle. Res je. Ker v bistvu ta doba gre na občutke, na feelinge, na noter. Da se zavedaš, da noter naše celice prenašajo energijo, da vsaka celica je na notranji strani je minus, na zunanji pa plus, ali pa glih obratno. Skratka, gre za 1,4 volta v vsaki celici, ne, krat 50 milijard, ne, 50 trilijonov. Celic imamo, krat 1,4 volta, si lahko zračunate, kakšna elektrarna smo. To je ena izmed razlag. Zdaj, ali je potrebno njej popolnoma verjeti, ne vem. Se mi zdi pa dobro razmišljanje. Zdaj, tudi ne moramo reči, kakšne oblike je Zemlja. Samo to lahko rečemo, da to zaokroglo neko hudo ne valja. Tako, kot za te celice, kaj sem. Marsikaj bomo izvedeli. In že prihaja informacije, konkretne znanja rinejo na plano, ker cenzura ne dela več tako, kot je delala. Vidim, recimo, moji posti niso cenzurirani, pa jaz se upam marsikaj objaviti, napisati, dopisati, podeliti, pa ni nič unga, fact checkers so prečekirali, da v bistvu imaš na pol narobe. Pol v bistvu imaš prav, ampak pol je pa narobe. Ta fact checking je tudi ena bila bedarija ekstra formata. Ampak ok, ne dela več. Zdaj pa, tle sem si napisal še eno pomembno besedo, ključ. Na ključ je, pa ključ, pa kaj je ključ do uspeha, pa kaj je ključ do miru in do ljubezni in tako naprej. Jaz vam povem, da prvi ključ, ki ga je treba uporabiti, je ki zaklene vse te motherfuckerje direkt v keho, ker morajo iti, ne smejo nadaljevati te poti, kar so si zadali, torej genocidno vplivati, genocidno delovati na populacijo in spodrsnilo jim je močno, ker če jim ne bi spodrsnilo, bi mi bili vsi popikani s smrtonosnim zvarkom. In jasno je, da valjda zmagujemo beli, zato pa se lahko takole smečkamo in smo mirni in gledamo sonce. In ostajamo pozitivni, s pozitivnim pogledom na svet, ker je najbolj bistveno, da smo znotraj sebe optimistično naravnani. Mene je zanimivo, ker rečem, stari, v redu je, vse cool, zmagali smo beli. Ma stari, kaj s tabo, vse nas bodo pobili, ker nas špricajo, kaj nam delajo, vse nas bodo popikali. Stari moj, ni res, to je tvoja percepcija negativna, moja percepcija je pozitivna, jaz pravim, da nas ne bojo nič popikali.
Mene že ne. Mene ne bo noben pičil. Ne tako, ne drugače. Pa prihajajo z raznimi iglami k meni, niso to take fizične igle, kako bi me, pa me ne morajo. In nimajo te moči, ker imajo v sebi mnogo več strahu, kot so ga naven kazali. Torej, razni fantički, pa bandice, pa to je, kao ustrahujejo nekoga. Ampak, a veš, 4, 5 ali pa 10 na enega, valjda so nas prestrašili. V bistvu pa oni ustrahujejo, ti, ki so ustrahovali, so bili v bistvu bolj usranetje, kakor tisti, ki je bil ustrahovan. Ustrahovanje je zmanjšanje naše notranje, bom rekel, napetosti, o kateri sem prej govoril. Čim je nas strah, pademo v krč in ta energy ne teče več, ampak zakrči, tako nekako si predstavljam. Ampak ti, ki so ustrahovali, oni so zdaj v veliko večjem strahu, kot so uspeli kogarkoli prestrašiti. Ja? In so usrani pred tem, da bo Turšič nekaj povedal na glas. Mene tako tako mi je fajn in zabavno opazovati, kako se očisti okolica, ko pridem na kavo, pa sem tam tiho, jaz imam slušalke gor, veš, sem in je že narobe, stari. Kaj s tem Turšičem, ne? No, se on je narkoman, ker bež stran, on je itak prefuknen. On je out of control, veš, on ni pod kontrolo. Ne, Turšič ni pod njihovo kontrolo, niti pod government kontrolo. Ne morajo me kontrolirati, zaradi tega, ker sem zelo previden v svojih korakih. Make no mistake. Ne naredi napake, na osnovi katere lahko dobiš po klamfi. Ne? Prav pa ne, sem pa malo bolj previden. Čeprav imam jaz jajca, take stvari bom zbleknil, sam da pride to prav cajt. Joj, s kakšnim veseljem. Pa ne želim nobeno nič slabega, kontra govorim, ne? Vse dobro vsem. Vsakič na dnevni bazi to ponovim večkrat in to resno mislim. Vsem. Če tudi marsikdo misli, da temu ni tako. Pa je, ker bi rad želel bi, da razumete. Želel bi, da vsi razumemo še več stvari. Ampak moramo začeti na začetku očitno, da smo živeli v mega laži, da je iluzija čisto vse, kar vidimo. Razen ta ptičica, pa ni iluzija, ona je pa čisto realna. A ni dobro, kar kamero človek postavi in ptički pridejo, postavi jim hranico in imamo posnetek. A vidiš, najlepši igralec, ona sploh ne ve, kakšna zvezda je, ne? Ta ptičica. In ona samo je. In to je zanjo dovolj. Za nas pa ni bilo dovolj, da smo samo, bom rekel, bili. Mi smo mogli voziti tak avto, imeti tak telefon, biti oblečeni tako, ostriženi tako, imeti očala taka. Ne? Zato, ker da nas vidijo, ne, da smo v redu, da smo uglajštani, da smo urejeni. Ne? Bože ne, da bi samo bili. Mi smo mogli biti še nekaj več od tega. In tle vas probam spodbujati tudi z mojim lastnim zgledom. Jaz samo sem. Jaz sem to, kar sem. Vse to, kar sem pa skozi lekcije v življenju dobival in prišel do tle, kjer sem v tem trenutku. Naj si bo glas, slovnica, kompjuter, obvladanje YouTubea do mikrofonov, zvočnikov in tako naprej, razumevanje frekvenc in konec koncev biti tabornik in zdravstveni tehnik. Vse to sem jaz, ampak ta paket je zdaj tle. In jaz samo sem. In samo izražam se in samo živim zelo mirno in zelo polno življenje. Ja? Zaradi tega, ker sem tudi jaz bral podobna navodila, just be, samo bodi, to je dovolj. Tudi vi morate samo biti, naj vam bije srce, bodite, predvsem ne biti v skrbeh, ne premlevati stvari, ne devati stvari preveč pod drobnogled, pa pol iz tega analizirati. Je že v redu, vi razmišljate svojo glavo, ne poslušajte drugih, svojo glavo ponudite. Je prav, da preberete, konec koncev lahko tudi
false profete poslušate, vendar ne jim dokončno verjeti. Tudi meni ni treba verjeti. Želim, da vi razmislite, ker tudi jaz sem bil tako uspodbujan. Mislim, da je en modrec je rekel, ne rabiš verjeti, ne verjemi nikomu, tudi meni ne. V svoji glavi razdeli, sprašuj se in odgovori pridejo, ko je tiho, ko se umiri. Notor vsaka naša celica ima svoj spomin, svoje delovanje in mi smo organizirana celota. Notor teh celic. Je pa tisti, ki zdaj to vodi sem in tja. In ta je lahko obremenjen s stvarmi in mu tako dela v glavi. Ne more ta nič skoordinirati, kakšen je to navigator, če vas na nervan, ki bo pravo pot izbral. Ne, zato pravim silence, tišina, umiri umiriš ga tako, da gledaš veverico, kako ji je gut. Ampak cajt ne razmišljaš, kako boš položnico plačal, pa kako so te nategnilčari, pa kako boš ga nagobac, ka prasac tega okoli pa neso. Znati odklopati in koncu tudi oprostiti je ena velika vrlina, ker takrat razbremeniš tako sebe, kot tistega, ki ti je zadal kakršnokoli pač travmo, in oprostiti je neki, dejte, jaz sem oprostil vsem, res sem, zaradi tega pa sem mnogo lažji in sem razbremenjen in ne nosim bremen preteklosti. Vsekakor pa nisem jaz pozabil vsega tega. Oni so si želeli, da bi pozabil, pa nisem. Pa najbrž tudi nikoli ne bom, ampak maščevanja ne iščem. Vsekakor pa, da se vrnem s tem maščevanjem spet na ključ, ker sem rekel, kateri ključ rabimo, ključ do uspeha, ključ in tako, skratka, zakleniti je treba vse bolnike, invalide, ki so bolniki, invalidi so narcisi. Narcisi so lahko ljudje zelo blizu vam in v bistvu treba je ta narcizem kot tak izstradati. Oni so se napajali na te naše megavate. Ne jim dati, ker le tako bodo njihove maske propadle in razpadajo. Boščki fizično že izgledajo zelo slabo, vendar ne nehajo vleči v temo. Pruži mi roko, jaz vsakmu dam roko, vsakmu sem se pripravljen in javiti, in pogovarjati, in se razdajati. In nič kolikokrat sem naletel na ljudi, ki so me v bistvu prišli malo popiti, sam sem jih skontal, žal, vendar na meni sem imel vedno dober. In kakšna muska, ne vem, če jo imate. Vam jo bom jaz prištimal. Na pikniku bom vam spet naredil rom-pam-pam. Skratka, omejeno število bo. Vse bom pripravil. Ne moreš se zdaj nikjer parjaviti. V kratkem, vse zvemo, če prej ne, v nedeljo zjutraj. Mi je všeč ta nedeljska scena. Čakaj, kaj še? Pravi folk, tušiš, ti si moder. Nisem moder, jaz sem blond. Ne, jaz sem blond. Ne, nisi blond. Vsi smo modri. Ne modra kri, ampak zeleno plave oči, blond lase, to neka rasa, ba je pomembna, ne vem, se nima veze. Dej, čisto vest moramo imeti. Čista vest je osnova za iti k svetlobi, očistiti svojo vest. Ne imeti na vesti grdih dejanj, vsekakor jih ne nadaljevati in ponavljati. Tle narcise spodbujam, dejte nehati, ljubi Bog, biti nesramni grdi, ker imate čisto umazane vesti, ne čiste, ampak umazane. Jaz svojo vest imam čisto, zaradi tega lažje grem naprej. A veš, ta ptičica ni noben za nalašč noč ukrala, pa koga udarila, pa kaj. Veš, ona rabi semenčke jesti, to je pa čisto zadost, pa ona samo je.
Dobro, zdaj bom pa jaz pogledal še, kaj sem si jaz hranil, ker si shranim milijon stvari, zato da bi vam jaz povedal, tisto, kar sem rekel, I am out of control, veš, to je izjavil Kanye West. Je rekel, I am not out of control, I am just not in their control. Ne? Oni nimajo kontrole nad mano. In tlej jim je pa težava, ker grabijo, tako sem enkrat rekel, kaj sluzastega pitona. Ne moreš, to beži izpod prstov. Včasih pa so me, seveda, in tle vam dajem spodbudo, postanite tako gladki, da vam ne morajo skrempli zagrabati. In to je, veš, kaj mačka lahko ima skrempli marsikje, po šajbi pa pač ne. Po šajbi pa ona ne more plezati, ne. Norišnica, to sem tudi že, being kind is more important than being right. Torej, da si prijazen, kind, je bolj pomembno, kot da imaš nek svoj prav. Kar ljudje pogosto rabijo, ni briljanten ki govori, ampak ljubeče srce, ki zna poslušati. Jaz sem poklicni poslušalec, jaz sem preposlušal toliko stvari, moral sem prisluhniti, če sem pa hotel kaj našraufati, ne? Pa sem delal velike stvari, pomembne stvari, tako res, in sem moral poslušati. In zdaj ugotavljam, da sem res znam biti poslušalec, biti sogovornik. Nekdo je rekel, največji zdravilci so poslušalci. Malo se ozrite po svetu, kaj ljudje blebečejo. Jaz sem za zanimive primere, začnem nekaj govoriti, ampak majster ne pusti, ne boš pa še do besede, ker on govori, ne. On govori in ne posluša niti milimeter, ker on že vse ve, ne, ker on je že vse pogoltnil in zdaj on sam govori. Bedarija, težko se pogovarjaš s takimi ljudmi, mislim, niti ni napredka, tudi vidiš, da so agresivni, glasni, jaz vem, še tamle traktor, če jaz veš, imate veliko prikolico, veš, kaj tu tamle dela, mislim, tu čez celo oštarijo, tu mora zdaj celo oštarijo poslušati to znanost, ne? Izogibaj se glasnih, agresivno glasnih ljudi. Oni otežujejo našega duha. To je tekst iz Desiderate. Sem vam jo prebral, Desiderata je nekje med videi vmes. Tudi sam tekst je, mislim, da skopiran od spodaj. Tako da, dajte si to Desiderato res zapičati noter, ker ona je odrešitev. Ker, a veš, če bi mi znali odklopiti iluzijo, bi takoj živeli lepo, modro, mirno življenje. Pa ne znamo, nismo znali. Jaz bi tako rad povedal, da je čist simpel. Tako kot ta kitarca. Dva akorda. Ne, mislim, nobene znam. Niti v svojih najbolj norih sanjah. I've been loving you. Muzika, krasne se pripravljajo. Sem hotel reči, da morate se iluzijo sklopiti, kako se mi pojavi točno ta napis, ni na ključi, to je vse vodeno z nekega drugega inštanca. Don't try to reason with government. Ne probite biti, to je zdaj taka v bistvu fraza, nemogoče je z governmentom, z vladami priti do neke, bom rekel, resnice, bistva, osnove, kar je nemogoče, kar je. Morate realizirati oziroma ozavestiti, da je ideja zunanje kontrole, se pravi vpliva zunanjega človeka oziroma skupine ljudi, je iluzija. Tle ni večje avtoritete v tvojem življenju, kot si ti sam sebi. Jasno? V Sloveniji ima oblast ljudstvo in tako naprej, se probam malo kričati, pa tako kričati, utupiti, da halo. Jaz imam
avtoriteto nad sabo. Ga ni drugega. Ne Janeza, ne Goloba, ne zdaj Musarjeva, ki bo predsednica, ne. Pa se ona že izbrana, ne, kaj ni. Niti nihče ne more imeti avtoritete nad mamo. Izključno jaz, ker jaz, ki se sam s sabo pogovarjam, se pogovarjam z Bogom, torej jaz sem Bog, jaz sem del Boga, Bog je v meni, jaz sem pravzaprav Bog. In to velja za vsakega izmed nas. Tudi narcis bi lahko bil Bog, če ne bi satanizma špilal. Ne? Če ne bi dirty game igral, a veš, umazan ples, poznate, dirty dancing. Že v naslovih so nam vse sort povedali. Kar poglej, in se pojavi nova, točno spet, da vam jo nekako probam posloveniti skozi moj jezik in razumevanje. To je stara znanost, ancient knowledge. Evil doesn't exist, se pravi, vrag ne obstaja, je iluzija. Tukaj je samo svetloba ali tema. Svetloba je informacija, si predstavljate optična vlakna, tam noter je informacija. In dark, torej tema, je pomanjkanje informacij. Cilj, to get in between. Ideja je v tem, da prideš tukaj vmes in opazuješ, ker we are the I am observer. Mi smo opazovalci samega sebe. Če je svetloba, pol se lahko opazuješ in imaš informacije o tem. Če je tema, ni informacij, ne more informacije priti, informacije so tukaj. In mi moramo to nekako opazovati samega sebe. To, kaj prihaja v nas, to informacijo moramo zaznati. Ne? Ampak ne zaznaš, če ni miru noter, v umu, ne pa v srcu. Čakaj, in bolj imam še enega, je pa Gandalf, pa sem ga shranil Gandalfa. Turšič, nisem shranil Gandalfa. Gandalf je pa rekel, bom se pa probal spomniti, kadar si dovolj pozoren, potem je vsaka situacija učitelj. Ne vsak človek, tudi človek, vsaka situacija je učitelj. Tako da učitelj je ves čas prisoten, kadar je učenec pripravljen. Ja, bravo. Pride učitelj sam, veš, ko je učenec pripravljen. Tako je. Kaj pa pomeni, da je učenec pripravljen? Da je umirjen, da je čist, bom rekel, da ima čisto vest, da je pripravljen se spreobrniti, torej ne bom več delal neumnosti, ampak želim vsem dobro, in tam pride učitelj pa reče, odlično, super si pogledal, zdaj pa greva naprej. Zdaj pa dobivaš ti informacije, lekcije. Jaz sem večkrat rekel, ni to moje, kar jaz blebečem. To je samo predajanje. Nekaj sem dobil skozi glasbo, nekaj v meditaciji. Jaz imam 24/7 meditacijo, ker meditacija ni nič drugega kot umiritev uma. In jaz ves čas meditiram. In tle pridejo informacije, pojavijo se mi slikce, teksti, jaz tudi brskam, ne? Jaz iščem, tudi po sebi iščem, ne? Išči, pa boš našel. A seveda, imaš vprašanje, ja, in iščeš odgovor. In ga najdeš zagotovo. Slej ko prej, ker ni na ključi, ti bo univerz vrgel. Zdaj, če ti gledaš bolj tortice, pa avte, pa fuzbal, tam ni teh odgovorov, moraš iskati bolj tam, kjer pravijo, tu stisni umen, ki tam brskaš, tam moraš noter iti. Kaj še sem vam hotel dati? Noč, da Putin zmaguje, da je vojne konc. Za ene se je še začela ni, ne. Eni so še zmeraj prepričani, da so zmagali temni in da ne bo, ne. Ne bo Putin, še nikoli ni v kontekst pravica ni nikoli zmagala, tako da Turšič ne blebeči neumnosti. Ne, v kakšni temi je človek, jaz pa vidim to vse drugače. In jaz sem srečen, on je pa bled. Tak,
živ mrlič, ne, in zdaj valjda jaz moram njemu verjeti, ne, valjda. Če bi jaz verjel narcisom, potem bi jaz bil butast, neumen, narkoman, vse sort, kaj sem jaz, so mi ti narcisi znali povedati, ker so ljubosumni na to, kaj jaz sem in kaj noter imam. Ker oni niso taki, nimajo. In zdaj bi oni kar mene pobili, ker oni tudi nimajo. So ljubosumni, nevoščljivi oziroma imajo zavist, temu se reče zavist. Ekipca, 35 minut je morda dovolj za koncentracijo, jaz imam vsebin še za, tudi ne da ne zmorem, ampak naj bo dovolj. Jaz bi vam dal tega še mnogo več, sem ne smem. Če ne se boste prenasitili. Ideja je v tem, da ne poslušate zdaj 1000 predavanj na dan, ker to pomeni, da se ne ukvarjate sami s sabo. Dejte se, jutri je sobota, jutri bom jaz tudi naredil, ker sem neki dolžan. Dolgujem vam, da pridem do obljubljenih 12 videov mesečno. Ja, bo, ni še konec meseca, ne? Znam, ni panike. Tudi v soboto pridem, pol pa gledajte, kada čte. Kaj sem še hotel reči? Da ste ljubljeni, da ste lepi, da ste vredni, da ste izbrani kot najboljši bojevniki, da pomagate ljudem pri prehodu v dobo 5, v zlato dobo, iz teme, from dark to light, iz teme v svetlobo. Svetloba so informacije, bodite informacija, lažnive škatle televizijske, ki jim nekateri rečejo poročila, še vedno lažejo in zavajajo. Stay away, odstranite se od tega, bože ne daj, tudi radio ni nič boljši kot televizija. Mogoče radio še celo mnogo slabši, če je užgan tam potihen, sem da nekaj brenči. Ja, sem ta brenči v podzavest, brenči vibracije, frekvence, ki so strupene, imamo placebo, nocebo, stvari, bomo šli drugič na te moč besede, moč misli, afirmacije in tako naprej. Bodite pozorni, kaj izgovarjate, ker beseda ljubljeni ste ima moč od tukaj proti vam in ste ljubljeni. Smo vsi ljubljeni, smo zelo močno in zelo nas pazijo, ker smo za njih najpomembnejši bojevniki. Drži? Bodite prečudovito. Želim vam prečudovit vikend, naj bo spomin ne na mrtve. Spomnite se, ko so bili živi, spomnite se lepih trenutkov, pa ne samo za 1. november, za vsak dan se lahko spomnite lepih stvari, ne? Lepe stvari vrnejo lepe občutke, a ne? Govorimo o 5. dimenziji, kjer govorimo o občutkih. Halo, kaj čutiš? Bodite fajn, uživajte. Čau.